Za večino vsebine nedeljske oddaje Klic dobrote je bila letos zadolžena župnijska Karitas Smlednik. Marjeta Žebovec in župnik David Jensterle sta na temo letošnjega gesla Po poti upanja razmišljala prek Jakoba Aljaža, saj letos beležimo 2 obletnici, 180-letnico njegovega rojstva in 130 let, kar je na Triglavu postavil stolp. Tudi zato smo v oddaji predvajali posnetek slovesnosti ob julijskem blagoslovu novega doprsnega kipa Jakoba Aljaža, ki je postavljen pred župniščem v Smledniku, in animirani film o Jakobu Aljažu z naslovom Nit ga ne bo junaka, kot je Bačankov Jaka. To je že drugi animirani film, ki je nastal pod okriljem župnije Smlednik. Pod scenarij se je ponovno podpisal župnik David Jensterle, za animacije pa je ponovno poskrbel Juan Jovančič. Tako kot vsako leto doslej smo v oddaji Klic dobrote predvajali posnetek tradicionalnega koncerta, ki ga izmenično pripravljajo župnijske Karitas v naši občini. Tokrat je bila zanj zadolžena župnijska Karitas Pirniče. Zbrane, dvorana Pirniškega doma krajanov je pokala po šivih, sta med drugim nagovorila tudi predsednik škofijske Karitas Ljubljana, duhovnik Marko Čižman, in predsednik župnijske Karitas Pirniče, pirniški župnik dr. Blaž Jezeršek. Najprej čestitke, da se vas je toliko zbralo, kar pomeni, da imate odprto srce, najprej za svojo skupnost. To je eno lepo znamenje, ker če je človeku za svojo skupnost vseeno, potem je težko pričakovati sploh karkoli drugega. Čestitke in zahvala vsem prostovoljcem župnijske Karitas, ki tudi skozi leto pomagate ljudem, odgovarjate na njihove potrebe in se spopadate z izzivi, ne z mislijo, spet je tole, ampak z mislijo, kako bi rešili ta izziv. Želim vam, da vam Bog še naprej ohranja dušno in telesno zdravje, odprte oči za potrebe ljudem v svoji okolici, pa seveda odprto srce. Sestavni del prireditve je bil tudi posnetek izjav številnih pirniških faranov, ki so razmišljali na temo gesla, kaj je zanje upanje. Upanje so mi otroci, ljudje, ki znajo videti v sočloveku prijatelja, pa ki znajo videti sočloveka. S Pavčkovo pesmijo Preproste besede je zbrane nagovorila Joana Rak in s pesmijo Andreja Šifrarja Postoj sopotnik moj Ukrajinka Margo Harbus, ki zaradi vojne v domovini z družino živi na Vrju. Na odru se je že sicer zvrstilo več kot 100 nastopajočih. S plesno točko so se pod mentorstvom plesalke Jagode Batagel predstavili člani društva Barka, skupnosti odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Zapeli so člani kar 3 pevskih sestavov, poleg 2 cerkvenih, malih cerkvenih zvončkov pod vodstvom muzikologinje Ane Milošević in mešanega župnijskega pevskega zbora pod vodstvom zborovodkinje Eve Tomšič-Porenta, še pevski zbor osnovne šole Pirniče pod vodstvom profesorice glasbe Marinke Marije Muhič, ki ga je na klavinovi spremljala ravnateljica, sicer profesorica glasbe Damjana Božič-Močnik, na violončelu Laura Sajovic in na flavti Nika Sajovic. Predstavila sta se tudi 2 mlada glasbenika, Elizabeta Milošević na violini ob spremljavi Ane Milošević in Avguštin Miklavčič, ki je na letošnjem tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije osvojil zlato plaketo. Zaigral je skupaj z akademsko glasbenico, oboistko in multiinštrumentalistko Evo Jurgec. Med drugim sta zaigrala tudi njeno avtorsko skladbo. Celotno vizualno podobo je zaokrožil žongler Primož, ki se kot samouk izpopolnjuje v žonglerskih spretnostih vse od leta 1995. Za zvočno podobo pa so svoje dodali tudi pirniški pritrkovalci pod vodstvom Domna Rebolja. Zvonovi so, kot je med drugim napovedal voditeljski par, že sicer nekakšna markacija na naši poti upanja. Tajnica, sicer pa srce in duša pirniške župnijske Karitas Jera Rak, se je v imenu vseh 5 župnijskih Karitas zahvalila številnim nastopajočim. Da ste se odzvali vabilu, več kot 100 vas je. Hvala, ker z nami delite svoj dragoceni čas, svoje talente, svoje spretnosti, svoje znanje in svoj trud.
Zahvalila se je tudi številnim gledalcem in poslušalcem, organizacijam in ustanovam, ki jim na različne načine pomagajo pri opravljanju karitativne dejavnosti, med drugim tudi občini Medvode, obema gasilskima društvoma v kraju, tudi naši televiziji, ter sponzorjem, mednje sodi tudi gostilna Mihovec, ki je, poleg sodelavk Karitas, poskrbela za pogostitev na druženju, ki je sledilo uradnemu delu prireditve. Naprej omenjeni prireditvi je sodeloval sicer zgolj prek posnetka tudi pevski zborček, ki v Medvoškem centru za starejše prepeva pod vodstvom Pirničanke Marjete Lukežič. Posneli smo ga medtem, ko smo pripravljali prispevek na temo, za koga bomo tokrat zbirali sredstva zbrano v oddaji Klic dobrote. Po odločitvi vseh 5 župnijskih Karitas bodo v oddaji zbrana sredstva tokrat namreč namenjena stanovalcem v Medvoškem centru za starejše. Od skupaj 195, ki so v celodnevni oskrbi, jih je kar 72 naših občanov. Za nedeljsko oddajo Klic dobrote smo pripravili tudi kratke pogovore z nekaterimi stanovalci, med njimi tudi našimi občani. Prav vsi so zadovoljni in prav vsi polno zaposleni. Z možem sva prišla ta prva, tako da smo še zbirala, kam greva. Še na razpolago smo imeli stanovanje, kamorkoli smo hoteli iti. In smo si zbrali Predličje, da ni bilo treba stopnic hoditi. Glede na to, da ste že toliko časa tukaj, imate pa res precej izkušenj, precej dogodkov. Je kakšen dogodek, ki vam je ostal v posebnem spominu, da ste rekli, joj, to je bil pa res en lep dan? Ali jih je bilo toliko, da ne vem povedati. Jih je bilo dosti. Koliko časa ste že tukaj? Pol leta. Pol leta. In kakšnih je bilo teh pol leta? Kar v redu, zelo sem zadovoljen, lahko rečem, z vsem. In kaj najraje počnete? Telovadba, pa pevske imamo. Leto in pol ste tukaj. In kako se sedaj počutite? Super, odlično. In kaj je tako odlično, kaj najraje počnete, danes ste na pevskih vajah? Vse. Telovadba, vaje za spomin, vaje za ravnotežje, ni da ni. Koliko časa ste že tukaj? Net, je bilo septembra. Kaj bi pa vi rekli nekomu, ki cinca pa razmišlja, bi šel v dom ali ne, oziroma se kar boji tega? Neš meni hodila, kaj čem? Ja, jaz sem zadovoljen, kaj še druga reči. Prvenstveno smo torej zbirali sredstva za nakup terapevtske robotske mačke. Zakaj robotske in ne kar žive mačke? Ker je primerna tudi za ljudi z alergijami, invalide in tudi tiste starejše, ki ne morejo več ustrezno skrbeti za živali, so pa željni tovrstnega dotika. Robotska mačka ima vgrajene senzorje, miga z repom, miga z ušesi, se oglaša, ima celo srčni utrip. Tako da predvsem pomembno je za bolnike z demenco in slabovidne, ker oni najbolj čutijo ta dotik in ko se mačka odzove na njihov dotik, na njihovo božanje. Tako da terapevtska mačka mislim, da bi nam zelo prišla prav. Že sicer smo tokrat posebno pozornost namenili prav oddelku 5 enoti s povečanim nadzorom, ker stanujejo in ustvarjajo ljudje z demenco. Od 18 stanovalcev na oddelku jih je polovica naših občanov. Že sicer pa je v celotnem centru kar 63% ljudi diagnosticiranih z diagnozo demenca in podobnimi stanji. Pri delu z osebami z demenco je predvsem pomembno, da se zavemo, kako pomemben je ta za njih občutek varnosti, da ga ustvarimo s to našo mirnostjo, da ne hitimo, da spoštujemo to njihovo dostojanstvo tudi takrat, ko so vedenja zahtevna, da smo mirni, da odgovarjamo tudi na njihova vprašanja, ki so lahko konstantno ponavljajoča, še vse z neko mirnostjo in jih probamo preokupirati v druge aktivnosti. Na seznamu želja so bile, poleg robotske mačke, še klaviature za spremljanje domskega pevskega zbora in cvrtnik ali indukcijska plošča. V Medvoškem centru za starejše smo bili na obisku 3. petek v mesecu novembru, torej na dan, ko je bil na meniju tradicionalni slovenski zajtrk.